Nami je magistrica Branka Badovinac, prihaja iz Izuma, ki nam bo predstavila, kako pa teli postopki potekajo na Izumu. Tako da Branka, prosim, kar izvoli. Torej, lepo pozdravljeni. Danes vam bom predstavila eno izmed tem, torej specifično razlike med lokalnimi zapisi in zapisom v vzajemni bazi COBIP. Ta je del letošnjega projekta Izhodišča za prehod na entitetno relacijsko katalizacijo. Projekt še poteka. Zdaj, osnove izhodišč so bile predstavljene na letošnji konferenci COBIS in jih tu ne bom ponavljala. Si pa lahko te ogledate na posnetkih na spletni strani konference. Torej, analiza razlik, ki smo jo izvedli, se nanaša še na eno temo, torej koncept vzajemnosti po uvedbi novega katalizacijskega pristopa. To bom čisto na kratko predstavila v tem uvodnem delu. V okviru vprašanja, kaj storiti s starimi zapisi oziroma kako jih umestiti v novo arhitekturno zasnovo, bo predstavljena le podrobno kvantitativna analiza. Trenutno pa še pripravljamo kvalitativni del v obliki fokusne skupine, ki bo izvedena v začetku decembra. Zaključila pa bom s predlogi aktivnosti za knjižnice, saj smo po konferenci dobili kar nekaj vprašanj, v kaj naj se knjižnice usmerijo pri redakciji zapisov. Torej, razlogi za nadgradnjo modela vzajemnosti so različni, osnova sicer ostaja ista, večja racionalizacija dela, pa tudi to, kar je že Martelanc leta 1988 navajal, torej zagotoviti končnemu uporabniku čim hitrejši, čim enostavnejši dostop do informacij in publikacij. Specifični razlogi, torej sedanje nadgradnje, pa je predvsem prenova enotnih katalizacijskih pravil, kot smo slišali v predhodni predstavitvi, in seveda skladno s tem tudi formata. Skupaj bodo podali boljše pogoje, torej trdnejšo osnovo za skupen bibliografski zapis, predvsem za tiste sklope elementov za identifikacijo vira, ki se skozi čas praviloma ne spreminja veliko. Vendar pa vemo, da zapisi morajo biti uporabni tudi za iskanje, torej za različna uporabniška opravila potrebujejo več informacij, podatki se skozi čas dodajo ali popravljajo morebitne napake. Z nadgradnjo bi torej povečali kakovost, ažurnost in informativnost zapisov. Kot bomo pa videli še kasneje, knjižnice imajo namreč zelo omejene možnosti, torej ažuriranja, redakcije zapisov, tudi zaradi tega, ker je katalizatorjev malo, število pa zapisov pa veliko. Paketni popravki pa so zaradi semantike zelo tvegani, namreč posebej zaradi razlik v lokalnih zapisih. Povečala pa bi se tudi uporabnost zapisa COBI kot takega, torej ta se že zdaj uporablja v različnih aplikacijah, namenih. Na primer, ko uporabnik, član dveh knjižnic, hkrati išče gradivo obeh knjižnic, se pri iskanju že zdaj upošteva zapisi vzajemne baze. Zadnja točka pa je še posebej pomembna, gre za smotrno upravljanje zapisov o entitetah in njihovih relacijah. Opis vira bo razdeljen, kot smo slišali, na entitete, ki bodo med seboj povezane, te relacije bodo za vsak katalog enake. Poleg tega pa torej prehajamo od nekega statičnega zapisa k dinamičnem, z nadgradnjo bi pa se lahko omogočilo več paketnih popravkov, vnosov, tudi podatkov iz zunanjih virov. Poglejmo si še, kakšno razliko dejansko prinaša nadgradnja. Izvedba vzajemnosti je v veliki večini meri pogojen z razvojem tehnoloških zmožnosti in seveda številom zapisov in obsegom podatkov v teh zapisih oboje sčasoma zelo narašča. Zdaj ne bom se vračala daleč v preteklost, bi pa vseeno začela z liskovnimi katalogi, saj je z današnjega vidika prav impresiven model, torej na tem izvedbenem delu. Tu so knjižnice torej izdelovale listke, običajno večje nacionalne knjižnice te listke tiskale, pošiljale nekaterim, ne vsem knjižnicam, torej so bili različni dogovori. Deloma je potekala tudi izmenjava, gradili so se različni centralni katalogi. Podatkov na listku je bilo razmeroma majhno, tudi popravkov. V takem modelu so zapisi po večini ostali v neki časovni kapsuli. Zdaj, ta logika se je skoraj dobesedno prenesla na e-okolje, s to razliko, da se je vzpostavila vzajemna baza COBIT in obseg podatkov se je precej povečal.
v času programske generacije COBISS 2, torej tisti, ki se spomnite tega črvička. Ko je knjižnica kreirala zapis, se je ta shranil v lokalno bazo, nato kopija v vzajemno bazo, tako da so lahko pač druge knjižnice prevzele. Posebnost tega modela je bil, da so lahko knjižnice ažurirale zapis in ga shranile le svojo lokalno bazo ali pa tudi vzajemno bazo ali le vzajemno bazo. Če upoštevamo še različnost podatkov, število knjižnic je v tej kombinaciji pri zapisu zelo veliko. Povečevale pa so se razlike v tako naboru podatkov, kakor tudi v kakovosti podatkov. Zdaj, tretja generacija COBISS 3 in velja tudi za trenutno COBISS Cat aplikacijo, to logiko nekoliko spremenila ob redakciji zapisa. Torej, ko se kreira nov zapis, se ta shrani tudi vzajemno bazo, ob naslednjem urejanju lokalnega zapisa se v vzajemne baze COBISS prenese večina podatkov z izjemo nekaterih sklopov podatkov, kot je recimo blok 6. In se kot taka verzija tudi shrani ponovno v COBISS. Tudi tu se kaže, da se zapisi za nazaj nepogosto ažurirajo, v lokalnih katalogih ostajajo razlike, za isto gradivo mora končni uporabnik morda iskati na različne načine. To smer bi zato nadgradili tako, da bi ukinili torej samo kopije, torej fizične kopije zapisov v lokalnih bazah in bi knjižnice imele enoten bibliografski zapis z nekimi izjemami, torej tako imenovani dodatek k zapisu s podatki, ki so res specifično lokalnega značaja. Poudarila pa bi, da tudi v tem modelu ostaja lokalni katalog, torej uporabnik lahko išče samo po zapisi in s podatki, ki jih ima določena knjižnica, vendar pa knjižnici ne bo potrebno skrbeti, ali je njen zapis ažuriran glede na spremembe zapisa v COBISS-u. Zdaj pa pridemo na številke, torej za razumevanje teh razlik med lokalnimi zapisi in zapisom COBISS. Z kvantitativnega vidika smo uporabili dva pristopa. Od spodaj navzgor smo pogledali nekatere značilnosti po ustanovah, drugi pristop pa je skoraj navzdol. Pogledali smo razlike v združenem zapisu s pomočjo posebej pripravljene baze MRG. Tu so potekale analize na osnovi več različnih vzorčenj, ker smo želeli dobiti takšne okvirne informacije, ki bi bila podlaga za naslednje korake. Pogledali pa si bomo v nadaljevanju le izbor teh analiz. Torej najprej začnimo s tem prvim pristopom. Analiza je zajela več kot 20,5 milijonov zapisov iz lokalnih baz in več kot 6 milijonov zapisov iz COBISS in sicer iz predprodukcijskega okolja, ki je precej dober približek pravih baz. Razlika torej med zapisi nastane zaradi užiranja zapisov in jo lahko povzroči kakršnakoli sprememba v zapisu v vzajemni ali lokalni bazi, vključno s sinhronizacijo zapisi v normativni bazi, pa tudi zaradi morda enega sicer že ukinjenega indikatorja. Primerjava je potekala na celotnem zapisu in nekaj sklopih, torej avtorji, naslovi in blok 6, zajeto pa je bilo 930 različnih baz, vključno z dvema posebnima. Od teh baz, torej le 1/3 knjižnic ima vsaj eno aktivno uporabniško ime za katalogizacijo in le 36% teh knjižnic ima več kot 10.000 zapisov. V prvem koraku je bilo ugotovljeno, da ima več kot polovica COBISS zapisov le ena knjižnica in se ne razlikuje od zapisa v lokalni bazi in 30% zapisov v lokalnih bazah je enakih v COBISS-u. In 4% COBISS zapisov ni v lokalnih bazah ter obratno 6% zapisov je shranjenih le v lokalnih bazah. Torej, deleži različnih zapisov od baze do baze različno. Tu so prikazani po skupinah teh deležev, razlik glede na skupno število zapisov v lokalni bazi, torej posamezni lokalni bazi. Vidimo pa, da ima zelo veliko knjižnic, več kot 60% različnih zapisov glede na COBISS zapis. Naslednji prikaz kaže število zapisov in razlik v zapisih glede na generacijo programske opreme in vrste knjižnic. Pokazalo se je, da imajo splošne knjižnice zelo veliko zapisov in tudi zelo veliko različnih zapisov, posebej tisti, ki so kreirani v času COBISS 2, medtem ko imajo visokošolske knjižnice in tudi nacionalna knjižnica razmeroma velik delež enakih zapisov, kar je verjetno tudi posledica značilnosti zbirke virov, ki jih morda druge knjižnice nimajo. Zdaj, pokazalo se je, da ni nekih skupnih imenovalcev v obsegu razlik
razen morda čas, torej vključenosti posamezne knjižnice v sistem. Uh, Tu je primer zapisov knjižnic, ki imajo več kot 10 000 zapisov in vsaj eno aktivno uporabniško ime. Takih ustanov je 190, nismo pa vključili UKM in NUK. Zdaj, te knjižnice imajo skupaj več kot 60% zapisov, vseh zapisov v lokalnih bazah. Vidimo pa precejšnja nihanja, samo tale laser. Tukaj vidimo kar precejšnja nihanja med števili različnih C2 zapisov in razlik v drugih zapisov glede na skupno število zapisov med lokalnimi bazami. Poglejmo si še razlike za sklop podatkov o naslovu in navedbe odgovornosti osebnih avtorjev in vsebinsko obdelavo. Izkazalo se je, da so večje razlike pri beleženju odgovornosti avtorjev. Te razlike nastajajo tudi zaradi sinhronizacije. Tu imamo en tak primer. Prvo polje je sinhronizirano v eni lokalni bazi, v drugi pa ne. Manjše število zapisov ima razlike v polju 200 in najmanj jih je pri bloku 6, ker je tudi sicer podatkov zelo malo. Največ razlik je pa v zapisi v lokalnih katalogih splošnih knjižnic, kar je označeno tukaj z rumeno barvo. Nadaljujemo torej z drugim delom. Na osnovi baze MRG, ki ima več kot 5,5 milijona zapisov, smo izvedli dve analizi. Prva za določene sklope podatkov za vse vrste knjižnic z različnimi vzorčenji. Druga analiza pa zajema sklop podatkov o zapisih COBISS-2, ki jih imajo splošne knjižnice. Takole pa izgledajo zapisi v bazi MRG. Takšen združen zapis ima zabeležene katerekoli razlike glede na COBISS zapis na nivoju polja. To so lahko večje, manjše, tudi indikatorji, torej več kombinacij. V podpolju 5 je navedena baza oziroma akronim ustanove, ki ima torej takšno polje v svojem lokalnem zapisu. Torej, če je na nivoju polja drugačen podatek kot v COBISS-u, se to polje ponovi, ne glede na to, ali je dejansko tudi ponovljivo. S puščicami vidimo razlike v primerjavi z zapisom v COBISS. Zdaj si pa pogledamo še malo bolj specifično. Najprej polje 100. Tukaj vidimo, da je prvo polje v zapisu COBISS, drugo je nekoliko drugačno, saj ima podatek pod polju 100E in tako polje ima ena knjižnica, medtem ko tretje polje je zopet malce drugačno in ima tretja knjižnica. Če si pogledamo še polje 101 in 102, polje 101 je prisotno v zapisih vseh treh knjižnicah, medtem pa polje 102 pa je v zapisu shranjenem v lokalni bazi ene knjižnice. Pri polju 606 pa vidimo, da je vsebina predmetnih oznak ista, vendar je pa razlika v indikatorju, ki je v bistvu dejansko ukinjen. Poglejmo si v nadaljevanju še en izbor ugotovitev. Tu je prikazana tabela z vzorčenjem in nekaj več kot 28 000 zapisov. Deleži zapisov, ki imajo samo eno verzijo, je razmeroma visoko, skoraj 70%, in če pri tem ne upoštevamo še polja za vsebinsko analizo, vidimo, da je delež nekoliko višji, a ne bistveno. Zdaj, polje 200 je obvezno in neponovljivo, pa tudi najbolj informativno. Tu so nas zanimale neke povprečne vrednosti, torej aritmetično sredino, za primerjavo pa dodan podatek o maksimalnem številu polj, torej razlik v zapisu. Vidimo, da je povprečje nekaj več kot eno polje na zapis, obstajajo pa določeni zapisi z večjimi razlikami. Kot vidimo, obstaja celo zapis z 18 različnimi kombinacij polja 200. Število knjižnic, torej vključno s COBISS-om, je na zapisu okoli 4, povprečna verzija zapisa je 2,8, obstaja pa tudi zapis z 90 različnimi verzijami. Zanimivo pa je, da je pri NUK-ovih zapisih delež ujemanja tega polja s COBISS zapisom okoli 90%, z manjšimi nihanjami glede na masko vnosa ali generacijo programske opreme. In če si pogledamo še rezultate analize polj za osebne avtorje, vidimo, da je v lokalnih bazah okoli 20% več različnih polj, ki jih ni v COBISS-u. V zapisih s tipologijo je navedenih bistveno več avtorjev kot v zapisih brez tipologije. Pri teh zapisih, torej, ki imajo spopolnjeno polje 001T,
ki se uporablja zlasti v zapisih za vodenje bibliografije raziskovalcev. Pa je zanimivo, da je precejšnje ujemanje podatkov, torej kar 98%. Pri drugem polju, 970, ki je pa prisotno več kot 80 000 zapisih baze MRG, pa se je pokazalo, da je pri 2% zapisih obstaja vsaj eno različno podpolje v lokalni bazi. Zadnja analiza je bila izvedena na zapisih, ki so bili kreirani v COBISS 2, torej brez nadaljnjih nekih redakcij v drugih programskih opremah. V lokalnih bazah splošnih knjižnic zajeli smo pa 860 000 zapisov, kar predstavlja približno 15% vseh zapisov te naše baze. Največ zapisov v tem vzorcu je za monografije in sestavne dele, povprečna verzija pa je, povprečno število verzij je okoli 2,4, nekaj manj kot polovica zapisov pa ima samo eno verzijo. Bolj podrobno smo pogledali nekatera podpolja in polja, to so 100E, 105F, polja 300, 323, 334 in 830. V tej tabeli so prikazani deleži zapisov v MRG bazi, dodana je še primerjava zastopanosti, torej tega elementa v pravi bazi, na to delež zapisov, teh lokalnih zapisov v COBIB, pa tudi maksimalno število podpolj oziroma polj, ki se je pojavilo pri teh analizi razlik, in delež lokalnih zapisov za isto vrednostjo. Kar je zanimivo, da imajo splošne knjižnice razmeroma veliko zapisov s kodo v podpolju 100E, torej imajo določeno namembnost. Te kode so prisotne le v 15% zapisov COBIB zapisov. Je pa zelo velik delež ujemanja, torej kar 90% lokalnih zapisov SIG ima enako vrednost, torej ni velikih razlik, če to podpolje obstaja. Prav tako je podobno tudi pri podpolju 105F, kjer beležimo kodo za literarno vrsto. Zdaj, pri pombah bi izpostavila predvsem samo to, da smo tudi naredili analizo razlik, torej različnih vrednosti, in se je izkazalo, da kar 47% vrednosti, torej samih podatkov, je različnih. Najpogostejša opomba pa je bila ovojni naslov, kar se mi je zdelo zanimivo. Za druge podatkovne elemente, to se pa je izkazalo, da je teh vrednosti precej manj, in zato smo ocenili, da v tem koraku ne delamo neke podrobnejše analize. Čisto na kratko še polja za vsebinsko obdelavo. V vzorcu je razmeroma veliko zapisov s polji s predmetnimi oznakami, torej splošne knjižnice imajo v 60% zapisov vsaj eno polje 600 do 610, so pa lahko kombinacije z več polji, zato bi bila tu potrebna sicer drugačna analiza, torej tista, ki bi upoštevala semantiko. Kar pa nas je zanimalo, koliko sploh podatkov je v teh zapisih oziroma koliko podatkov je v zapisih COBIB, torej istih teh primerjalnih zapisih. V tabeli, ki je zajela tudi podatke tudi iz drugih knjižnic, vidimo, da je največ oznak v polju 606 in podpolju 606A in podpolju 610A. Ta polja v manjši meri manjkajo v zapisih v vzajemni bazi. Še zadnja točka so podatki v polju za osebne avtorje. Vzorec smo zajeli le podpolja A, B, 3 in 4. Število zapisov za vsaj eno odgovornost je precej veliko, samo eno odgovornost pa ima nekaj manj kot 3/4 zapisov. Zanimiva je struktura odgovornosti. Najbolj pogosto so to viri z enim primarnim avtorjem, in če si pogledamo še malo bolj podrobno polje 700, vidimo, da ima 1/4 zapisov različne vrednosti, torej primerjavi z zapisom v COBIB. Veliko teh podatkov je v COBIB zapisih, vendar samo 65% ima izpolnjeno povezavo z bazo Conor. Razmeroma malo pa je različnih vrednosti, torej če upoštevamo samo A, B, torej podpolje A in B, torej ime in priimek, enkratnih oblik, torej da se pojavi le enkrat v teh zapisih, pa je nekaj več kot 98 000, kar nam kaže, da na razmeroma majhno raznolikost avtorjev v zajetem vzorcu. Zdaj, v tej fazi lahko podam le nekaj okvirnih sklepov. Videti je, da kar precej razlik med zapisi na nivoju celotnih zapisov.
In sicer opaziti veliko razlik v zapisih, ki so nastali v času programske opreme COBISS 2, pa tudi zelo veliko je neažuriranih zapisov. Te razlike pa so tudi nastajajo zaradi manjših ali večjih sprememb v katalizacijski praksi. Glede na posamezna vzorčanja se ocenjuje, da imamo okoli 30% COBISS zapisov, ki imajo neke različne verzije. Vendar pa se kaže, da je pri posameznih podatkovnih elementih, torej polih in podpolih, dejansko manj razlik in se kaže precejšnja usklajenost podatkov, torej kot ne glede na to, torej presojanje kakovosti teh podatkov oziroma zapisa kot takega je precej oteženo. Pri zapisu je potrebno upoštevati zlasti nabor podatkov in različne kombinacije in seveda semantiko, torej točnost podatka glede na celoten zapis. Kot sem že napovedala, zaključila bi torej z nekaj predlogi. Preden pa jih povzamem, bi katalizatorje prosili, da malo vseeno osvežijo znanje, torej veljavnih katalizacijskih pravil in postopke dela v programski opremi, torej ena previdnost, preden se redakcije sploh lotite. Sicer pa priporočamo, da te aktivnosti, torej tudi knjižnice smiselno oblikujejo ali neke sklope, prednostne izberejo in podobno. Torej, poleg razreševanja duplikatov in lokalnih zapisov bi izpostavila tudi povezovanje bibliografskih zapisov s Color bazo. Priporočamo pa, da podate tudi zahtevek za sinhronizacijo. Dopolnjujejo pa se lahko zapisi za prevedena dela in dodajajo kode v blok 1 in vrsto odgovornosti v bloku 7. Torej, hvala za pozornost. Branka, najlepša hvala za predstavitev.